galeriji Veronika je potekala predstavitev zbornika Demos na Kamniškem. Gre za edinstven primer, kjer so na krajevnem nivoju obeležili 20 let delovanja koalicije Demos. V čem vidijo pomen zbornika in Demosa nekateri akteri tedanjih dogodkov? Jaz vidim pomen tega zbornika predvsem v tem, da bo to zelo pomembno gradivo za prihodnost. Jaz mislim celo, da ga bodo lahko uporabljali dijaki in študenti pri svojem raziskovalnem delu in to je tisto ključno, kar je najbolj pomembno, namreč, da na tak način prenesemo tisto, kar smo mi doživeli tudi na nove generacije, ki bodo znale potem pravilno ovrednoti čas, ki smo ga pa mi se ustvarjali. Čez gotovo sem razmišljala, kaj je pravzaprav bil rezultat vseh teh naših prizadevanj. Recimo takrat smo se izpostavili in sem premišljala, ali smo se izpostavili za pravo stvar ali ne in kaj smo dosegli. Jaz mislim, da smo dosegli zelo veliko, nismo pa dosegli prav vsega. Zlasti zaradi tega ne, ker po mojem mnenju je bil Demos prekmalu ukinjen. Niso bile še vse njegove naloge uresničene. Jasno pa je, da je bila to združba tako različnih ljudi, da ni mogel naprej več ustaviti. V Kamniku, kaj smo dosegli? Dosegli smo recimo obnovo frančiškanskega samostana, obnovo kamniškega zbornika, preimenovanje cest, preimenovanje občinskega praznika in še recimo, da smo izdali zbornik žrtev. Marsikaj drugega še. Nismo pa dosegli tega, da bi imeli v Kamniku katoliški vrtec. To za moje pojme ena velika pomanjkljivost, ki bi recimo pomagala staršem, ki želijo tako vzgojo, ampak ki bi pomagala k boljši vzgoji mlade generacije. So pa recimo dosegli marsikaj na gospodarskem področju, seveda ne na področju industrije, ampak recimo glede varstva okolja, glede razvoja recimo Tuhinjske doline, potem razvoj telefonije, zelo pomembno. Takrat pravzaprav, ko je bil Demos res, če nisi imela telefona, pa še marsikdo poslancev ali delegatov, ker smo že bili takrat, ni imel telefona. Skratka, dosegli smo marsikaj, ne pa vse. Zakaj ste bili pred 20 leti zraven pri Demosu v Kamnik? Torej, pred 20 leti sem bila na diplomu študentko biologije, kar pomeni, da sem bila nekako po strokovni plati že povezana z ekologijo in z zelenimi. V tistem času so se zelena gibanja začela razvijati, pri nas v Sloveniji še bolj intenzivno in zdelo se mi je nujno, da se jim pridružim. Poleg tega so mi pa to časi, ki so bili nabiti z neko posebno energijo, z nekim posebnim vzdušjem, začela se postavljati nova država in moram reči, danes, ko pogledam 20 let nazaj, sem izjemno vesela, da sem se takrat odločila za to, da sem se pridružila tako zelenemu gibanju, kot tudi nastajanju demokracije v Sloveniji in postavljanju stranke zelenih. Kaj pomeni tebi kot mlajši generaciji spomin na Demos? Moja generacija je tista generacija, ki danes že sadove Demosa. Na nek način se pa tega premalo zavedamo. Mene zelo žalosti, da ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli in tudi nekaj smej ne dajemo pravega poudarka osamosvojitvi Slovenije. Naša zgodovina, naše poučevanje zgodovine se vedno konča leta 45, nikoli pa ne obdelamo te osamosvojitve. Mislim, da moramo na tem graditi, predvsem moramo pa poslediti ta Demosov duh, ki moramo mi sebe pokazati in se ne ukvarjati tudi s tem, kdo bo koga, ampak predvsem s tem, kaj bomo skupaj naredili za božjo prihodnost. Nam lahko poveste, kaj pomeni zbornik Demosa na Kamniškem v slovenskem prostoru? Ta zbornik zagotovo prerašča lokalni pomen. Imel bo ne samo svojo politično težo, ampak tudi znanstveno težo, je pomembni vir pričevanj. Mislim pa, da bo bralec, ki bo šel skozi ta zbornik, začutil vso energijo, ki je prevevala tisti čas pred 20 in več leti. Tisti čas sem začutil potrebo, da bi se ponovno obudila ta energija, ki je krasila Slovence konec 80-ih letih, v začetku 90-ih
malce privlečena misel gospe Humar, eni izmed avtorji iz tega zbornika, da je ponovno čas za nek demos. Predvsem tak demos, kjer bodo državljani aktivni, bolj željni politike, bolj željni političnega odločanja in da ključne odločitve ne bodo prepuščali zgolj profesionalnim politikom ali pa celo nevidni politiki, ki v zadnjih letih dostikrat pomembno odloča v slovenskem političnem prostoru, predvsem zadnje leta. V čem vidite pomen tega zbornika in v čem je pomen spominjanja na dneve oziroma leta osamosvojitve? Ta zbornik je dokument takratnega političnega dogajanja na Kamniškem in je eden prvih izrazov našega spominjanja na tiste pomembne čase. Kamniško je takrat z demosom dalo močan prispevek in pečat v osamosvajanju in demokratizaciji, jaz bi rekel celo nadpovprečen. In jaz sem vesel, da imajo takratni akteri, pa tudi mlajši ljudje, veselje nad tem, da se poskrbijo za jasen zgodovinski spomin, brez katerega seveda ne moramo graditi ene jasne prihodnosti.